Dober dan, prišli smo po nekaj zdravega, ki ni v embalaži. Pozdravljene, dobrodošle. Imate svojo embalažo ali moram jaz kakšno prinesti? svoje mava. Aha, po kaj sta pa prišli točno? Po makarone, Suho sadje. pa moko. Vse imamo tukaj, bomo kar začele? Ja. Kar pridite z mano, namreč prvo bomo stehtali embalažo. A ta manjšo ali ta večjo? Za suho sadje mislim, da je kar dovolj ta manjša. Takole, evo, pa postavimo potem na tehtnico. Tu pri tem okencu pogledamo, koliko tehta in napišemo na listek. Se pravi, 312 gramov ima ta bajna embalaža. Zakaj pa moramo stehtati embalažo? Namreč tukaj vidiš, da že sama embalaža je že precej težka, zdaj pa, da lahko potem odštemo od vsebine. Tukaj so naše suho sadje, imata na izbiro datlje, fige in slive. Kaj bo ta izbrala? Fige. Fige bi ti? Katero sadje si ti že izbrala? Slive. Slive. Najboljše, da si prvo takole odpreš. Tako pa eno po eno, mislim, da ti bo lažje šlo. Zakaj pa moraš v to trgovino priti v svojo embalažo? V dan danes je že ogromno embalaže po celem svetu, precej plastične in naša želja je, da se število zmanjša oziroma celo izniči. Tako da je zelo dobrodošlo, da se pride z lastno embalažo. Ali je že veliko takšnih trgovin v Sloveniji? Nažalost ne, mi smo šele druga, ampak prva v Mariboru in mislim, da to že postaja kar dobrodošlo dan danes in mislim, da bo vedno več takšnih trgovin. Tako zdaj pridite nazaj do tehtnice, dajte gor, prvo ena. Okay. Tako, sedaj vidiš, da ima vse skupaj 450 gramov, napiševa na listek, polna je 450 gramov in potem bom jaz pri blagajni 450 gramov odštela 312 od tvoje embalaže. To pomeni, da potem tista razlika je potem vsebina v tvoji embalaži. Kaj sta še rekla, da bi imeli? Moko. Moko. Katero? Pšenično, pirino, rženo? Rženo. Rženo. Potem pa bomo kar zmele. Namreč tukaj imamo seme. Prvo bo dala ena embalažo ven. Boš ti kar sama napasala seme not? Ok. Odlično. Takole. Zdaj pa bomo mi dve vklopile mlinček. Počakaj. Evo, tukaj na strani ima takole. Sipaš noter semena. Zdaj moram dati na večjo stopnjo. Tako, evo in mlinček je gotov. Kaj bo ta pa naredila iz te moke? Kruh, pico. Wow, to pa bo neki zdravi kruh, pa zdrava pica. Odlično. Namreč mlinček imamo zaradi tega, da je moka čim bolj sveža. Namreč, da ohrani čim več teh hranljivih snovi v sebi. Ali imamo že vse? Imamo že moko in suho sadje. Rabimo še testenine. Ena od vaju ima še prazno embalažo. Katera? Ja, jaz. Potem pa lahko kar nabašeš. Ok. Kako dobro kosilo bo pa to. Ja, si že predstavljam. A se da večino stvari kupiti brez plastične embalaže? Če ni v plastični embalaži, lahko v stekleni, kovinski, te so bolj trajnostne. Kaj pa tekoče stvari, na primer kis, mleko? Tudi se da. Namreč imamo olje, ki se da natočiti v teh kovinskih posodah. Tukaj pa imamo razne detergente, tudi za posodo pomivati, za perilo prati in pa potem za čistiti. Vse je tu tekoče, si daš v svojo lastno embalažo, lahko tudi tisto, s katero si prej uporabljala, naprimer druge blagovne znamke, se ti je spraznila, prideš s tisto embalažo in lahko potem dotočiš. Kaj pa, če bi mi dve zdaj potrebovali detergent, pa ne bi imeli več embalaže? Ni problema, imamo ogromno steklene tukaj. Dosti jih namreč prinese svojo stekleno embalažo, mi jo tam shranimo in lahko se potem ponovno uporabi. A to je gel? Ja, tale je gel za ročno pomivanje posode. To boš zasukala, tako, zdaj pa tole ročico samo tja potegni. Tako. A delam prav? Delaš prav, najboljše na polovici, da ne steče preveč. Koliko pa želita? Slaba polovica. Mislim, da sta že kar na tej slabi polovici. Lahko zapreš? Jaz bom to še zaprla. Ok. Ok, hvala. Hvala vama. Nasvidenje. Adijo, pridite še kaj. Bova. Bova. Nasvidenje. Adijo.